To je Tim. Direktor srednje velikega podjetja, ki poseduje ogromno intelektualne lastnine in veliko posluje s tujino. Zato je pogosto na službenih poteh. Vsako leto obišče tudi praktično vse velike mednarodne sejme. Kar vidite, ni kreativni miselni ples. Kar vidite, je panika. Timu so včeraj hekerji ukradli geslo elektronske pošte. Geslo, si najbrž mislite? Niste edini. Tudi Tim si je. Vse dokler niso bili poslovni bančni računi podjetja prazni. Vsa trdo prigarana intelektualna lastnina pa naprodaj na črnem trgu. In to niti ne za velike zneske. Prevrtimo sedaj čas nazaj in spremenimo potek dogodkov. Tim s Telekomom Slovenije sklene storitev obveščanja o kibernetskih grožnjah. To je proaktivna, preventivna oblika kibernetske varnosti, ki ga bo še pravočasno obvestila o nevarnostih v kibernetskem prostoru. Vsi vemo, da jo bo potreboval. Kako deluje? Relativno preprosto. Tim zapiše ključne ontološke fraze. To so besede, s katerimi lahko kibernetski varuhi bedijo nad njegovo digitalno sledjo. Denimo svoj e-mail naslov, URL podjetja ter uporabniška imena za Facebook, Twitter, Viber in LinkedIn. In to je lahko tudi to. Kot že vemo, hekerji Timu ukradejo geslo. A prav s pomočjo ontoloških fraz sedaj operativni center kibernetske varnosti Telekoma Slovenije opazi, da se njegovi podatki, njegovo geslo, prodaja na temnem spletu. Tim je pri priči obveščen o nevarnosti in lahko še pravočasno zaščiti vse poslovne račune podjetja, prepreči kiberkriminalcem dostop do njegovih komunikacijskih kanalov ter s tem zaščiti tako sebe, kot tudi celotno podjetje. Kibernetski napad zasačen. Vse, kar mora Tim sedaj storiti, je nastaviti novo geslo. Da, tako preprosto je, če ste zaščiteni z obveščanjem o kibernetskih grožnjah. Tudi, če je vaše novo geslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ampak naj ne bo. Ker pa v resnici časa žal ne moremo zavrteti nazaj, se morda čim prej zaščitite pred kibernetskimi grožnjami.